Mi smo pa neprofitno krilo Studia Moderna, kot nas včasih imenujejo. Naš ustanovitelj je Sandi Češko in od leta 2012 se v bistvu ukvarjamo z premoščanjem, v bistvu zgrajenjem mostov med različnimi sektorji. Pri tem smo se osredotočali na 3 področja, se še vedno osredotočamo, in sicer dvig samooskrbe s hrano, zdravje in preventiva, in tretje podjetništvo z družbenim učinkom. Se pravi, to so bili v trenutku, ko smo bili ustanovljeni, neke 3 teme, ki smo jih začutili, da v katerih Sloveniji manjka sodelovanja. Ker smo pa zelo, temu rečemo, podjetniško usmerjeni in ker je naše ozadje je v podjetnosti in verjamemo v podjetništvo kot v orodje, ki lahko spreminja svet, smo v tistem trenutku, to je se pravi leta 2012 govorimo, identificirali podjetništvo z družbenim učinkom oziroma socialno podjetništvo kot eden od novih načinov, se pravi podjetništvo kot orodje, ki pa ga uporabljamo z namenom ne ustvarjanja profita, seveda tudi profita, ampak predvsem z namenom reševanja nekih perečih družbenih izzivov. In zato smo si postavili v letu 2013, ko smo prvič dobili podporo, v bistvu 3 cilje. Začeli smo graditi skupnost, ki ne bo več skupnost zgolj vrtičkov po posameznih sektorjih, se pravi gospodarstvo rešuje stvari na svoj način, eksperti na svoj način, nevladne organizacije na svoj način, ampak se pravi, postavimo prostor, v katerem se lahko ti ljudje, ki delijo iste vrednote, začnejo srečevati. Drugi temelj, ki smo si ga postavili, je bilo postavimo izobraževalne programe, in mentorske programe, kjer se bodo lahko ti, ki se srečajo s skupnimi vrednotami, oplajali in delili znanje. In tretje je bilo, se pravi, katera orodja pa še moramo dodatno razviti, da lahko ta potencial, ki ga podjetništvo z družbenim učinkom nosi, dajemo v svet. Se pravi, če ne bomo imeli trga, če ne bodo ljudje, ki jih izobražujemo, dejansko iz tega lahko preživeli, potem so naši napori zaman. Zato so to 3 naši stebri, po katerih delujemo. Zdaj, malo sem o tej makropotrebi že govorila. Svet se spreminja in radikalno iščemo nove rešitve. Če pogledamo samo okoljske izzive, pogledamo brezposelnost mladih, pogledamo gospodarstvo, ki se je na nek način kjer imamo kar naenkrat svet preveč ponudbe in premalo povpraševanja, se pravi, se vse posod iščejo neke nove rešitve in tu smo vstopili in tu iščemo sogovornike. Zdaj, v zadnjih 3 letih, odkar delamo, so 3 dosežki, mogoče, ki bi jih želela preko tega izpostaviti. Prvo je bilo v bistvu moč tega, če sektorji sodelujejo. Kar se je zgodilo na enem dogodku, ki smo jih facilitirali, je bilo, da se v bistvu pobuda odprta koda trajnostnih inovacij, smo ga poimenovali, je v bistvu prišlo do tega, da so veliko podjetje Iskra Eme, ko zdaj že lahko govorimo o tem, je iskalo rešitev za trajnostni tender. Se pravi, iskali so neko podjetniško rešitev, ki bo imela družbeni učinek. In kar se je tu zgodilo in s čimer lahko prepoznavamo vrednost tega je, ker so se srečali različni sektorji, so prišli do skupne rešitve. In so tako dobili ta tender. In Mojca Markizeti, ki je takrat vodila proces reševanja tega izziva, danes dela kot vodja razvoja pravičnega števca. Drug izziv, ki smo si ga postavili, je bilo izobraževanje. In na izobraževanju danes lahko rečemo, da smo dobili 3 leta sodelujemo z javno agencijo Spirit Slovenija za spodbujanje podjetništva in lanskem letu smo dobili tudi razpis od Evropske komisije, da nadaljujemo z izobraževalnim programom, kot smo si ga zastavili. In tretje, ko smo govorili o razvoju orodij, smo v 2 leti v sodelovanju z Dnevnikovim projektom Gazela podeljevali tistim nosilcem vzgledom na področju uporabe podjetništva za doseganje družbenih ciljev, v bistvu priznanje za Gazelo z visokim družbenim vtisom in sem vesela, da smo danes ponovno srečali dr. Jožico Rejec, ki je bila prva prejemnica tega priznanja. Zdaj, na kratko, v bistvu nisem šla toliko v opis mentorstva, ampak kaj se mora zgoditi, ko postavljamo neko mentorsko shemo. Se pravi, samo mentorstvo je orodje, ki mora imeti kontekst, v katerem zadovoljuje neke cilje. Prej je recimo Metka govorila, na področju v Studiu Moderna so ti cilji zelo jasno prodajno usmerjeni. Se pravi, naši zaposleni morajo dosegati take in take rezultate. V Zavodu Viva moramo dosegati rezultate stališča tega, kaj pa vi predajate, da dejansko nosite to spremembo. In ko govorimo o skupnosti, govorimo, da se ta skupnost najprej mora sinhronizirati. Vsi govorimo danes o vrednotah,
trajnosti, ampak kaj to dejansko komu pomeni? Ljudje smo zelo različni, ljudje imamo zelo različne potrebe, moramo se sinhronizirati, moramo povedati, kaj dejansko verjamemo in moramo zgraditi ta odnos zaupanja. Drug pomemb, in tu vidite recimo prvo srečanje med ustanoviteljem in socialnim podjetnikom, ki danes izvaža tekstil v Burkino Faso. Se pravi, imamo neko srečanje svetov in omogočanje nekega prostora, kjer se taki ljudje predtem recimo niso mogli srečati. Se pravi, omogočiti prostor, da se ljudje srečajo in izmenjajo mnenja. Potem smo pa šli pod kozolec. Vedno smo radi ljudi dali v malo situacije, ki so jih premaknile. Drugo je, uskladiti je potrebno pričakovanja. V vsakem mentorstvu, v vsakem izobraževalnem procesu je potrebno, poleg tega, da se poenotimo o neki terminologiji, poenotiti tudi v pričakovanjih, ki jih imamo. Kaj želimo skupaj doseči, kam želimo, da naša zgodba gre. Zato organiziramo širše dogodke, gremo v različne prostore, kjer verjamemo, da ta potreba obstaja. In tretje, najbolj ključno in verjetno tudi pri vseh mentorskih programih, o katerih smo danes poslušali, je, čarovnija se zgodi, ko je mentorskega odnosa konec in to preraste v sodelovanje, to preraste v nek trajni odnos in to je cilj grajenja naše skupnosti. Se pravi, da se zgodijo partnerstva, ki dejansko rodijo svojo vrednost. Mi ne želimo biti vedno posrednik pri mentorjih in mentorirancih, želimo, da se to prenese v en dolgoročen odnos. Izobraževanje je ključno potem na tem področju. In če govorimo o podjetništvu z družbenim učinkom, imamo lahko ne vem kakšne ideale, če podjetništvo in podjetnost in podjetje ne bo stabilno in ustvarjalo vrednosti po načelih tega orodja, potem pač tega družbenega učinka tudi ne bomo dosegli. Zato smo gojili naš trg in zdaj recimo, če smo začeli še pred start-up fazo z našimi podjetji, ki smo jim nudili podporo, zdaj lahko govorimo, da se recimo kar nekaj podjetij napreduje z nami in 50% tistih, s katerimi smo začeli, so zdaj med fazo potrditve koncepta in priprave na rast, kar pomeni, da trg raste z nami. Naši odjemalci rastejo z nami. To so naša podjetja, ki so vključena v izobraževanje, pokrivajo sektorje od samooskrbe, akvaponskih podjetij, do nudenja, medgeneracijskega sodelovanja, do pospeševalnika, to smo danes tudi slišali, so BB svetovanje zelo aktivno vključeni, do notranjega startup pospeševalnika Steklarne Hrastnik. In zdaj še mogoče na kratko o orodjih. Vsi mi bi radi več trajnosti, se pravi, dosti mentorske podpore, ki smo jo gradili in podjetji, ki so šli z nami, se dejansko zavedamo tega, da bomo morali začeti delati stvari na drugačen način. Ampak ali smo pripravljeni to, zakaj, ko govorimo o tem učinku, dejansko plačati več. To je edina stvar, ki bo omogočala, da bo ta trg rastel in se razvijal in zato v sodelovanju z revijo Viva promoviramo koncepte naše skupnosti in razvijamo orodje, s katerimi ne samo, da merimo podjetniško uspešnost naših podjetij, ampak dejansko tudi, kako njihova podjetniška uspešnost vpliva na družbeni učinek. Prej sem mogoče pozabila povedati, da smo imeli do zdaj vključenih v naše programe 49 podjetij, 70% od teh podjetij je še vedno na trgu, še vedno razvija nove ideje, v izobraževanjih je pa bilo vključenih 24 in po zadnjem štetju ustvarjajo 42 zaposlitev. Tako da to je nek konkreten učinek tega, da podjetja še vedno obstajajo na trgu in nudijo kvalitetna delovna mesta. Se pravi, to so delovna mesta, ki ustvarjajo poleg vrednosti finančne, tudi družbeno in ekonomsko vrednost. Naučili smo se, da brez zaupanja in brez sodelovanja ni nič. Se pravi, naučili smo se v to pomen skupnosti, ki je tista, ki je gonilni motor. Naučili smo se, da če ni to koristno razmerje za vse, ki so vključeni, potem ne deluje. Se pravi, če je to zgolj enosmeren proces, tisti ljudje, ki tega ne čutijo kot svojo vrednost, odidejo. Se pravi, proces mora biti dvosmeren in tretje, rabimo trg. Se pravi, dokler pač se bomo mi vsi verjeli v nekaj in nekaj delali in ne bomo, moramo to tudi delati. We need to start walking the talk. In to smo vključili v pripravo razpisa za Evropsko komisijo. In v letu 2016 in 2017 bomo našo podporo osredotočili na podjetja, ki se pripravljajo na investicije.
Cilj je ambiciozen, 20 podjetjem omogočiti, da povečajo svojo investicijsko pripravljenost, kar sigurno ne bo mogoče brez mentorjev, ki nas trenutno podpirajo iz 18 podjetij. Se pravi, te izkušnje podjetniške bodo za podjetnike z družbenim učinkom tiste, ki bodo ključne. Ampak ne samo to, ključno bo tudi ekspertno znanje in podpora, kar se tiče razvoja družbenih učinkov. In to je zdaj zaenkrat vse. Dala sem podpornike, partnerje, to so naši cilji za naslednje leto, tako da če se prepoznate, vas z veseljem vabimo k sodelovanju in naš sklep je končen, da najboljše investicije so investicije v ljudi, zato investiramo v vodje, ki bodo te spremembe, po katerih hlepimo in jih rabimo danes, v bistvu uspeli tudi materializirati. Hvala lepa.